V lanskem letu je bila zaključena ena velika investicija, gradnja novega urgentnega centra, ki je velika pridobitev za zaposlene in tudi za paciente. Ja, res je. Izgradnja urgentnega centra se je zaključila v zadnjih dneh lanskega leta in istočasno smo praktično takoj tudi prišli v samo izvajanje urgentne službe v urgentnem centru in priznati moramo, da je urgentni center velika pridobitev ne samo za bolnišnico, ampak za celotno regijo. V samem urgentnem centru smo pridobili številne nove prostore. Seveda stari prostori so bili v velikosti 140 kvadratnih metrov, novi so v velikosti 1400 kvadratnih metrov. Imamo pa v novih prostorih prostor za triažo, opazovalnico, nove 2 operacijski dvorani, šivalnico, prostor za CT aparat, prostor za nov rentgenski aparat, tako da številne pridobitve. No, urgenca je zdaj tudi samo na enem mestu iz zdravstvenega doma na Jesenicah. Tudi zdravniki, ki so bili prej tam, dežurajo sedaj v splošni bolnišnici na Jesenicah, čeprav pa se v krogu sliši, da imajo premalo prostora. Ekipa zdravstvenega doma Jesenice, se pravi nujne medicinske pomoči, se je urgentnemu centru bolnišnice Jesenice pridružila 15. januarja 2016. Zahvaliti in pohvaliti moram ekipo zdravstvenega doma Jesenice, ki dela v naših prostorih, kajti imamo odlično komunikacijo in ravno s to smo rešili vse organizacijske in prostorske težave, ki se nam s tem vezano pojavljajo. Tako da v doglednem času jaz verjamem, da bomo v navednicah spilili oziroma popravili vse stvari, ki zdajšnji ureditvi dela ali pa procesov nujne medicinske pomoči ne ustrezajo in jih bomo prilagodili, da bodo stvari optimalno potekale. No, v lanskem letu je bila obnovljena tudi kuhinja, ki se zdaj zaključuje. V preteklem letu smo poleg urgentnega centra prenovili tudi centralno kuhinjo. Prenovo smo zaključili v zadnjih dneh preteklega leta in kuhinja je bila na nadomestni lokaciji v nekdanjem skladišču in v novih prostorih seveda ekipa lahko dela kvalitetneje in pa primerneje. Seveda se je posledično sprostila naslednja investicija, to je prenova skladišča in tudi ta investicija bo že praktično zaključena, tako da prve investicije v letu 2016 že zaključujemo. No, porodniški oddelek je v glavnem zaključen s prenovo, prenavlja pa se porodni blok. Ja, res je, ko sedaj zaključujemo s prenovo skladišča in pa podatkovnega centra oziroma serverske sobe, v katerega nameščamo nov informacijski radiološki sistem, bomo nadaljevali z investicijami v prenovo porodnega dela ginekološkega oddelka, tako bomo dogradili prostor za sobivanje staršev, prenovili prostor za nego novorojencev, prenovili prostore sanitarij v sobah porodnic in nenazadnje zgradili ustrezen prostor tudi za oziroma knjižnico za uporabo le-te s strani stroke. 15.4. bo na Bledu v festivalni dvorani potekal humanitarni koncert, zbirali boste sredstva za te namene, o katerih se pogovarjava. 15.4. v petek ob 19. uri organiziramo dobrodelni koncert, na katerem bodo nastopili, veliki prijatelji Jeseniške bolnice in pa, naši glasbeniki, kot je Aleksandar Mežak, Alpski kvintet, Veseli begunčani in še. In res, se splošno obračam na vse Gorence, na vse prijatelje Splošne bolnišnice Jesenice, da se nam pridružijo, da na Turističnem informacijskem centru Bled kupijo karto oziroma za le-to pokličejo v našo tajništvo in z veseljem pa me bomo priskrbeli in z sredstvi, ki jih bomo na ta način pridobili, omogočili lepši jutri oziroma prve korake, prve dneve našim novorojencem. Kakšne programe ste izvajali v tem letu v Splošni bolnišnici na Jesenicah?
V preteklem letu smo delovni program realizirali v celoti. Ob natančnem pregledu realizacije delovnega programa celo lahko ugotovimo, da smo ga praktično na vseh področjih ta program presegali. Edino, kjer smo, malenkost zaostali za programom, je pediatrični oddelek, kjer pa se je ob ugodnih klimatskih pogojih in ob nekoliko, spremenjenih demografskih pogojih ta realizacija ni bila celovita, vendar so bili, obsegi opravljenih zdravstvenih storitev na ostalih oddelkih toliko večji, da vseeno celokupno pomembno presegamo program. Čakalne dobe so se zmanjšale za določene operativne posege? Čakalne dobe oziroma število čakajočih dni čakanja na operativni poseg se je zmanjšal v preteklem letu, naprimer pri operaciji kil, pri operaciji žolčnikov in pa najbolj dramatično oziroma pomembno pri operaciji kolka. Res pa je potrebno povedati, da smo iz čakalnih vrst lansko leto napravili preko 3400 operacij in da se je v naše čakalne vrste za te iste operativne posege vpisalo več kot 4800 pacientov, kar pomeni, da se nam je celokupno vrsta povečala za 1000 pacientov.